Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Evo, kje ste folk, vad dogaja, Royal Lifestyle tle, Kia Stonic v Mandraču v Izoli. Zakaj Kia? Takoj, zakaj? Ker moj BMW mora malo počivati zdaj trenutno, ker pač on mora narediti 5 do 10 minut na dan in to je to. Zdaj, zakaj sem pa prišel danes tukaj, v Mandrač, v Izolo, smo prišli na sladke cekinje, da gremo poskusiti v živo prvič letos v tem letu, tako da lepo vabljeni, pa gremo. To so najjači sladki cekini v Izoli. Jaz sem začel res hoditi tle, ker sem imel 8-9-10 let. Enkrat so bili tam, enkrat tle, ampak res povsod. Vedno se spomnim, sem rekel, mama kupi mi ene sladke cekine, potem smo šli še na ene sladke cekine, pa drugi dan, pa tretji, tako da res neverjetno in vedno so ful dobri. Danes imamo tle, imamo našega prijatelja, ki nam je zrihtal, da lahko prijemo tle in poskusimo sladke cekine. Evo nas tle. Čau, pozdravljeni. Tako je, vse super? Super, odlično. Pečemo na polno, tako da tukaj v Izoli, v Mandraču, da dobiste tej hiški čarobni. Tako, koliko let se že ukvarjaš s to aktivnostjo, s sladkimi cekini? To bo pa zdaj že kar 13. sezona bo letos. 13. sezona? Ja, 13 let je že. In kakšni so občutki iz leta v leto po povpraševanju? Ja, super, iz leta v leto vedno boljše, vedno več povpraševanja, tudi delujemo tako, da vedno nadgrajujemo produkt, vedno dodajamo nove dodatke, nove prelive, se probamo izboljšati na vseh področjih, tako da če pridete sem, bo res vsak dobil nekaj zase. Super. Zdaj si pa letos odprl sladke cekine, ki vem, da po zimi, spomnim smo naredili giveaway, ne? Ja, res je. In vsi ste lepo vabljeni tisti, ki ste zmagali, ker zdaj že obratujejo. Kdaj si odprl letos, to leto, kdaj si približno začel? Odprli smo za Veliko noč smo štartali, ker prej tako še malo obiska, ni toliko ljudi in potem vseeno neki stroški vseeno povezani z vsem, da štartaš in tako da potem za Veliko noč, ko je bilo malo več obiska tukaj na obali, potem smo štartali in takrat naprej zdaj se trudimo neko kontinuiteto držati vsakodnevno. Tako da nič, kaj gremo zdaj? Jaz sem tako lačen, da... Si lačen, ne, te vidim. Te je že von malo privlekel, sem te videl, za vonjem si šel. Tako da, evo, jaz lahko kar gremo v akcijo. To so najjači, ampak veš kera, z belo čokolado, oziroma bela Nutella je meni vrhunska, veš, to je insane. Nisem pa prav še vseh okusov, ne, tako da... What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. V glavnem, šef mi je naredil po njegovem okusu, tako da danes bom prav nekaj novega, edinstvenega. Jaz mislim, da bo božansko to. Četila, poglej me! Ej, brat, veš koliko cenim to? Od 1 do 10. 11. Vrhunsko, res, vrhunsko. Ta, ful dobro. Zdaj pa pravimo še ta drugega okus, ker ne vem niti kaj je, nema veze, je dober. A vidiš un? A vidiš tam gor? Tako je visok. Tako dober je. A si ti prvi v Sloveniji, ki se je spomnil za to, ali je to že predtem, kaj obstaja ta zadeva od sladkih cekinov? Ker jaz samo tle sem izvedel v Izoli. Ja, kot sami sladki cekini v Sloveniji smo bili prvi z mini palačinkami, to sigurno. Na svetovnem formatu pa nismo bili prvi, poznajo Skandinavci, poznajo to, Švedi, na Japonskem imajo te tapijaki, palačinke njihove, ki jih pečejo, tako da mi smo jih samo malo priredili za to naše okolje, da so pač tašne majhne, da se jih lepo je z vilčkico, one bite meni in to. Super, res so, neverjetne. Ema tudi Coca-Cola je. Coca-Cola je vedno dobra. Evo, izvolite. Spekli odlično porcijo samo za vas. Trudili smo se maksimalno in dali svoje srce notri v njo. Kakšen je pa ta okus? Kaj je to? Banana? Imamo mešanico pol kokosove kreme,
pol nutele, potem imamo malo ruby roza čokolado, samo tako nianso narisano odtenek in potem še malo mrzle banane. Zakaj mrzle? Zato, da nam da ta odtenek, kontrast, toplo, mrzlo v ustih, sladko, kokos, malo pogreni bananca in to vse skupaj, da se nam potem... Hladna banana, samo tako? Ja, vse teksture in vsi okusi in vse možno se nam potem, ko griznemo, premeša v ustih. In teksture, in temperature, toplo, mrzlo, sladko. Tako da je potem res maksimalno odlično doživetje. In David, kakšni se tebi zdijo? Meni so, jaz sem prej rekel, meni so tako špica, veš, ko gre gor, ne? Na Krigu recimo, ne? Tako so vrhunski, evo meni. Ko vidiš, ko poskusiš, ko vidiš ta razgled, ko si in evo, danes sem poskusil nove okuse, res so vrhunski, ne sploh kateri bi izbral. Povej mi tebi, kateri je najbolj, me zanima, najboljši okus, ki je prav božanski. Jaz bom tako rekel, ker jih jem vsak dan, imam neke svoje kombinacije, ki so mi malo bolj všeč kot druge, ampak jih tako menjujem, da se ne bi preveč na eno kombinacijo navadil, tako da bi se res težko opredelil za katero. Aha, torej ti je všeč nekako varirati vse, ja. Recimo zadnje čase, mi ful marmelada paše. Adej? Ja, ne vem zakaj. A to je drugače ponavadi naroča tudi, ne? Tudi marmelada, ja. Tako, v bistvu začelo se pred 13 leti, tako da smo imeli v bistvu samo dva okusa. Ja, smo imeli samo Nutelo in marmelado. Ja. Tega sem jaz začel. Ja, pred tega je bilo to klasika, ni te posipov, Raffaello, Kinder Bueno, Ruby Roza, ni bilo tega, to je bilo Nutella in marmelada. In potem počasi smo začeli dodajati belo čokolado, potem so se spomnili, da bi malo karibskih mogoče kokosovo kremo dodali in zdaj v bistvu 2 leti nazaj smo dodali še te malo bolj dodelane okuse, ki so Raffaello, Kinder Bueno in pa Ruby Roza čokolada, ki je zadnji čas zelo popularna, tako da še s temi okusi malo bolj obogatimo izkušnjo samega okuševalca naših cekinov. Bolano, res. Tako da, folk morate res provati. Ja, pridite, probajte in preizkusite se. Preizkusite, pa boste rekli, če so dobri ali niso, pa ne pozabiti, vsi zmagovalci, ki ste bili januarja na liveu, pridite. Zdaj za Bresti so že 2 porcije za vsakega, tako da pripeljte nekoga s sabo. Povej samo, kako obratuješ približno, da bo obratujemo tako, vsak dan, če ni slabega vremena, od 6 do 9 smo sigurno tukaj. Zdaj, če pridemo kaj prej ali pa če malo potem povlečemo, to odvisno od samega obiska, ampak od 6 do 9 smo sigurno vsak dan tukaj. Tako da jaz bom zdaj povedal do konca, hvala lepa tebi, da sem poskusil cekine. Hvala lepa tebi, David, za obisk. Ni zakaj, jaz sem vedno rade volje pridem tle. Vsi lajkajte ta video. Letos prvič, če se niste naučili, subscribe, če vam je video všeč, like. Če pa še niste, dajte še lajkat Sladke cekine na Facebooku in na Instagramu. In TikTok po novem. A, tudi TikTok. Ampak na TikToku smo bolj tako še malo se ogrevamo. Dobro, ampak nekje, začetek. Moramo biti v koraku s časom. Tako da, evo, like, se ga vidimo, to je to, bi še kaj dodal? To je to. Evo, jaz grem pojesti, do konca. Kako se pa tebi zdijo, David? Vedno, kaj gre malo bolj tam, ali bo v redu? Ali greš naprej?